vojaki prišli na mrtvi rokav reke Mure. Tukaj smo danes imeli temo in sicer premagovanje vodnih ovir, kako se te ovire premagujejo, katera sredstva uporabljamo, da so to formacijska sredstva in priročne sredstva. Zato so vojaki izdelali splav iz zračnic, 6 zračnic, splav iz 1 zračnice. Naredili so tudi splav iz sodov, kovinskih sodov, to so 200-litrski sodi, na katerega lahko spraviš cel oddelek. Na razpolago smo še imeli tudi gumijasti čoln, v katerega gre 8 do 10 vojakov. Vojake smo naučili veslanja, pravilnega veslanja in tudi kako se oprema porazdeli po čolnu. Ker so vremenske razmere in tudi vodotok reke Mure, ki se non-stop spreminja, to je značilno za našo reko Muro, uredili tudi prehod mrtvega rokava reke Mure po vrvi. Vojakom smo razložili zadevo, demonstrirali. Danes smo tudi, da zagotavljamo zdravstveno zagotovitev pripadnikom. Če bi se slučajno karkoli zgodilo, s pomočjo vodnega reševalca bi nudili prvo pomoč. Moja funkcija danes tukaj je, da pač nadzorujem vojake, spremljam vojake, ki premagujejo reko, v primeru padca vojaka v vodo, mu nudim pomoč, ali če zgubi vojak kakšen kos opreme, potem ta kos opreme tudi najdem. Danes smo prvič imeli vodne ovire, ko rečem, da je bilo kar zanimivo, ker nismo nikoli še počeli kaj podobnega. Zelo najbolj zanimivo je v tem, da je timsko delo, da vsi skupaj delajo, ker prvič, ko pomisliš, tako misliš, da ne bo to šlo skozi, ker je ful dosti stvari za sestaviti skupaj. Ampak ko se vsi skupaj spravijo, je ful hitro narejeno. Sestavili mislim, da smo dobro, čutki so enkratni. Splav sodi pa z nekimi lesenimi deskami smo sestavili skupaj, drugi splav je zračnica in pa s pomočjo desk. Ravno kar sem prišla iz splava z zračnicami, občutki so precej zanimivi. Sicer nismo imeli take prevelike prilike sploh vse sprovati, ampak zadeva je pa funkcionalna in to je naš cilj. Prijavil sem se na prostovoljno služenje, zato ker želim postati vojak v Slovenski vojski. Me zelo zanima to delo. Jaz sem prišel sem predvsej zaradi discipline, da se naučim nekega novega dela, da se naučim vojaške pripravljenosti, timskega dela. In vse to ponudijo in tudi v 3 mesecih in 3 tednih mislim, da se vzame zelo dosti različnih veščin. Strukture imamo zelo v redu. Všeč mi je pač, ker se razlikuje med sabo. En je pač pedanten za čistočo, en je za šport, en je za pač vsak ima svojo vrlino. Imamo zelo v redu klapo. Popoldne pač izkoristimo cajt, če nismo toliko zmatrani že od celodnevnega usposabljanja, izkoristimo cajt za fitness, kakšen boks, grappling, pač razne te stvari. Dokler je bilo še toplo, smo hodili na bazen se kopati. Imamo 3 punce, tudi z njimi izkoristimo kaj cajta, pa kakšno odbojko odigramo. Kar se tiče stanovanja, prehrane, se nimamo kaj za pritoževati. Inštruktorji so čisto v redu, disciplino držijo, ampak ko pa ti rabiš pomoč, pa ti pomaga. S dovoljnim služenjem sem zadovoljna, nekako je izpolnilo moje pričakovanja. In naučila sem se ogromno enih novih stvari, ogromno ljudi sem spoznala, način dela v vojski. Zanima me zaposlitev, tako da upam, da bo se tudi nekaj tukaj izšlo in da bom lahko uporabljala to znanje, ki sem ga tukaj dobila še naprej. Ne, jaz v bistvu nisem nikoli si želel zaposliti, samo hotel sem dati skozi, imamo pa en lep, zelo dosti vojakov, kateri so se odločili za zaposlitev, že ko so prišli sem. Torej je v bistvu zelo vredno poskusiti to zaradi tega, ker ti odpre oči na določene zadeve in si premisliš. Mislim, da jih je zdaj več, ko si želijo zaposliti, kot pa takrat, ko so prvič prišli sem. Meni je zelo žal, da se bo to usposabljanje tako hitro končalo, ker pol ne vem, kaj se bo zgodilo z nami, a se bomo še videli med sabo, ker v bistvu smo se v teh 2 mesecih, kolikor smo že tukaj, smo se toliko povezali med sabo, da je že to nekako ena družina in že ko prideš na vikend domov, že ko mi čakaš, da boš prišel pač nazaj na usposabljanje, da vidiš svoje prijatelje. Vojaki so s pokazanjem bili zadovoljni in zadovoljni smo bili tudi mi, ker so osvojili tisto osnovno znanje in za nadaljna usposabljanja. Tudi mogoče tisti vojaki, ki se bodo zaposlili, ne bodo imeli nobenih težav, ko bodo mogli iti enkrat na neko reko oziroma neko vodno oviro in to oviro tudi premagati.
Upam, da bo to generacijo uspešno zaključilo 28 vojakov, tako da je vsi bil samo 4 vojake, kar je malo za generacije. Vojaki so motivirani, ni jim težko poprijeti za nobeno delo in je zelo mali usip.